Sprevodnik na vlaku je dolžan, da je urejen in da nosi železniško uniformo. To je seveda prvi znak, da smo tudi sprevodniki in vodiči na vlaku, kjer potnikom nudimo informacije, pregledujemo vozovnice in pomagamo pri vstopu in izstopu, ter med samo vožnjo skrbimo za varnost potnikov. Trenutno se nahajamo v kabini vlaka 310, ker sem strojevodja, nisem uniformiran, ker ne delam s potniki. Delo strojevodje poteka po mesečnem razporedu. Mesečni razpored je vnaprej izdelan in zavisi od dneva do dneva. Mesečni razpored sestavljajo dnevne izmene, nočne izmene in pa prosti dnevi. Prvo, kar je, ko pridem v službo, da se javim svojemu nadrejenemu, in tam že imam razpored, katere vlake ta dan spremljam. In recimo, danes bom spremljal vlak na Primorsko, na smeri Ljubljana-Sežana in seveda potem, ko se vrnem v Ljubljano, spremljam vlak na Gorenjsko, Ljubljana-Jesenice-Ljubljana. Seveda, moja dolžnost je, da pridem pravočasno pred garnituro, katero spremljam, da namestim table, da pogledam, če je garnitura čista, da če so sanitarije urejene in seveda potem se postavim pred sam vlak, kjer skrbim za nudenje informacij, da usmerjam potnike, da pogledam, če ima kdo rezervacijo in ga popeljem do sedeža in čakam na sam odhod vlaka. Za opravljanje poklica sprevodnika je potrebna najmanj 4. stopnja izobrazbe, pomeni poklicna šola. V osnovi mora imeti fant 5. stopnjo izobrazbe, najbolje je elektro ali strojne smeri. Pozitivne se mi zdijo predvsem to, da je zelo raznoliko. Se pravi, da spremljam vlake v različni smeri v naši deželi in se gibam med različnimi potniki. Vrednost tega vlaka je v nekdanjih nemških markah 15 milijonov. Gospe in gospodje, Slovenske železnice vas pozdravljajo v oddaji ŠKL in želimo vam dober sprejem.